Jadransko-jonska strategija je zelo pomembna za področje, v katerem je približno 70 milijonov ljudi. V tem območju je 50 milijonov članov Evropske unije, 20 milijonov prebivalcev tega območja je zunaj Evropske unije. Zelo velika je razlika, gospodarska, socialna, med različnimi področji in ključni cilj te strategije je, da izboljšamo medsebojno sodelovanje in preko tega boljšega sodelovanja izboljšamo ekonomsko in pa tudi socialno sliko, se pravi stanja za ljudi. Pomembno je področje gospodarskega sodelovanja, na tem področju izstopa v ospredje tudi promet. Vemo, da so severno-jadranske luke pomembno okno za pomorski promet iz Daljnega vzhoda v osrednjo Evropo. Iza teh luk so slabe povezave, tako iza hrvaške reke, slovenskega Kopra, zato rabimo boljše povezave in je tudi skozi evropske projekte, tudi s pomočjo skupnih projektov, ki se naredijo znotraj jadransko-jonske strategije izpeljati. Drugo pomembno področje je področje okolja. Gre za cela vrsta problemov, od onesnaženja voda z prometom pomorskim do smeti, ki prihajajo z vodnimi tokovi vse od Albanije proti Dalmaciji. Na drugi strani problem odpadnih voda, ki onesnažujejo tudi morje, predvsem v poletnih mesecih. Pomembne stvari, okoli katerih je prav, da steče skupen pogovor, so tudi stvari vezane na naravne nevarnosti, naravne nesreče. Vemo, da imamo od požarov gozdnih do poplav, do potresnih območij, do onesnaženja voda tudi z področji, kjer je intenzivno kmetijstvo in podobno. Ključna naloga je tudi izboljšati upravljavsko sposobnost teh držav, sprejeti evropske standarde, se evropeizirati, postati napreden del Evrope. Sam sem trdno prepričan, da je to območje, ki je šlo skozi težave 90-ih let, kjer smo se v bivši Jugoslaviji ukvarjali z vojnami in zaradi tega se nam je naredil tudi razvojni zaostanek, da so te težave potrebne nekega določenega posebnega tretmaja in predvsem skupnega jezika in pa evropskih manir, navad se lahko naučimo tudi preko jadransko-jonske strategije. Krenulo je obećavajuće, imali smo odličnu početnu raspravu i vjerujem da ćemo imati i odličan dokument. 8 zemalja članica, mnogobrojne regije, gradovi, mnogobrojne sveučilišta, razni drugi zainteresirani subjekti, nevladine udruge, sve to obećava da će u dokumentu biti zaista zapisano ono najbolje. Zato se radujem pisanju ovoga dokumenta o Jadransko-jonskoj strategiji, jer sam siguran da će to biti jedan mali novi početak za dio Zapadnog Balkana, ali naravno i za našu suradnju na Jadranu sa Italijom, sa Grčkom, na Jonskom moru i mislim da će to biti u korist cjelokupnog našega gospodarstva i ne samo gospodarstva, već svih onih ljudi koji vole Jadran i koji vole Jonsko more.